Za odgovorno ravnanje z organskimi odpadki smo se v podjetju Endava odločili zato, ker verjamemo, da s svojim vedenjem ne samo doma, ampak tudi na delovnem mestu soustvarjamo rešitve k izboljšanju podnebnih sprememb. Pravzaprav je to izjemno pomembna iniciativa. Ja, jaz sem zelo ponosna, da se je naše partnerstvo z Endavo razvilo tudi v to smer, da je to podjetje, ki je začelo res trajnostno razmišljati tudi pri ravnanju z odpadki. V Sloveniji smo v podjetjih navajeni, da ravnamo pravilno s papirjem in z embalažo, pozabljamo pa na ostanke hrane. In Endava je tukaj pokazala res tako veliko iniciativo, da zna te ostanke hrane predelati v nekaj, čemur mi rečemo zlato za našo zemljo. Tako da zelo smo ponosni, da bodo vključili v ta krog ravnanja s hrano tudi svoje zaposlene, ki bodo spodbujani k temu, da v bistvu fermentirano maso iz bokašje kompostnika odnesejo domov in zakopljajo v svoj vrt ali pa odložijo na kompostni kup. Tako da to je nekaj novega v Sloveniji in upamo, da bomo s tem privabili tudi druga podjetja k sodelovanju. Danes v ljubljanski pisarni, kje pa vidite sicer prihodnost tega projekta? Ja, tako je, začenjamo danes tukaj v Ljubljani. Naslednja lokacija je Maribor. Naša želja pa je, da to razširimo na vse lokacije Endavine, se pravi globalno, po celem svetu, da vpeljemo to rešitev oziroma to našo skupno rešitev na vse lokacije, kjer se Endava pojavlja. Imamo tudi potencial, da to postane gibanje, vse slovensko gibanje? Seveda, to je samo začetek, tako da se zelo veselimo. Izzivi vsekakor so, zaposleni velikokrat se bojijo določenih sprememb, ampak ker gre to za spremembe na bolje, verjamemo, da nam bo to uspelo. Zaposleni se tudi veselijo že same uporabe bokašje organ kokoškov, tako da verjamemo, da smo na pravi poti.